jaz jo snamam, dam folku v roke in čist vsi do zdaj so rekli, na morju sem, tale vlog ne bo dolg, posvetili se bomo eni zadevi in sicer uri na moji levi roki. Zdaj smo rekli, vsake toliko časa naredim recap zadev, ki jih uporabljam. Nazadnje smo govorili o tejle pametni zapestnici Band 6. Kaj pa če bi mi tale kadr še malo zožali, da mi ne rabiš kopalnico gledati, Evo, takole. To veš, da se je moralo zgoditi, ker se vedno, a ne? Hočem reči, da verjetno že dobro veš, da že 5. leto uporabljam ogromno enih Huawei-evih izdelkov. Tole sem prej omenil, laptop, pa potem tudi tablica, ampak ne to ostane tema za drugič, pa najprej za Instagram. Folk, zdaj pa tako. Telih Huawei-evih ur sem imel že kar nekaj, ampak poudarjam pa, da še nikoli in za nobeno uro ni bilo toliko povpraševanja kot za tole. Stari, tole je trojka. Žal mi je, da sabo nimam dvojke, da bi ti dal neposredno primerjavo, kako sta videti ena ob drugi. Treba se je začetek namreč zavedati, da je trojka dosti bolj masivna, nekoliko težja. Se mi zdi, da so pri Huawei želeli poudariti tudi ta feeling prestiža z njenimi merami in tako naprej, tudi zato, ker je zaslon večji. Pa zdaj ne vem številk na pamet, se mi zdi, da so s tem želeli poudariti malo ta premium feeling in občutek ure v roki in na roki je res dober. Zdaj pa k bistvu, ker sem obljubil, da bo video kratek. Najprej videz oziroma oblika. Ta prva stvar, ki jo boš opazil, je tale zadeva tukaj. Gre za en tak, kako se temu reče. A veš, en vrtljiv gumb je, s katerim si pomagaš pri navigiranju skozi menije. Ta osnovni meni recimo lahko večaš ali manjšaš, da potem lažje dostopaš do raznih podmenijev in posledično je uro oziroma vse, kar je na njej, pa vse, kar najdeš, lažje upravljati. Vidiš, tako pa najdeš lažje kakšno stvar. Vem, to tudi približno ni ta prva pametna ura, ki bi ponujala to rešitev, ste mi to že zelo hitro povedali takrat, ko sem jo predstavil na Instagramu. Kar se samega materiala tiče, poglej, jaz furam tale usnjen pasek. Meni je tale ta elegantna varianta všeč, ker športnih takšnih ali drugačnih imam že tako dovolj. Je pa res, da se moram pa malo nazaj držati, ker, veš, predno vodo skočim pa tako, ne bi ga zdaj matru na mokrem, prav na dolg pa na širok. Ok, dajmo se zdaj osredotočiti še malo na ozadje. Ta ura ponuja poudarjam, ogromen enih watch faceov že po default. In zdaj, če ti tega ni dovolj, lahko prek aplikacije Huawei Health, v kateri imaš izbiro oziroma možnost tudi personifikacije tega, to se pravi, si lahko gor vržeš svojo fotko, tako kot sem jo recimo jaz, ali imaš pa na voljo še dodatna ozadja, ki jih pa potem lahko tudi dokupiš. In teh ozadij recimo je res veliko, že ko po telefonu brskaš, jih imaš milijavžen, tavžen. Si sploh ne predstavljam, da tukaj ne bi našel nekaj, kar bi ti bilo všeč, na konc prideš recimo stisneš plus, pa pol pride še do drugih opcij, oziroma greš lahko gor pa dol s tem gumbkom, tako kot sem ti že prej razlagal, vidiš. Seveda si pa lahko celotno zadevo personaliziraš, si gor vržeš karkoli pač hočeš. V mojem primeru, v tem trenutku je to Porsche, kakšen teden nazaj je bila recimo Ava, pa da si ne boste glave razbijali, kako zamenjati ozadje, kako recimo, ne vem, svojega otroka sem gor dati, ali pa svoj avto, vse čisto vseeno, ne. Tega ne moreš narediti na uri, ampak ker ko imaš to uro, imaš seveda oziroma uporabljaš tudi aplikacijo Huawei Health, no znotraj te aplikacije potem pa lahko nastaviš ozadje in tudi to je totalno nezakomplicirano in se da vse skupaj zrihtati 1, 2, 3. Še ena stvar, o kateri želim spregovoriti in se mi zdi še posebej pomembna, je to, na kakšen način je ura, pa ne samo ta, ampak ta pa še posebej. Nekaj vrste tvoj partner, ki pride do vzdrževanja, dajmo reči temu, razmeroma zdravega življenjskega stila, ker vemo, da nihče ni popoln, vsak se kdaj rad prekrši in tako naprej. Ampak veš, meni se fajn zdi, da stroj, ki ga imaš na roki, da je dovolj pameten, da z njim lahko preveriš ogromnih stvari. Že v prejšnjem vlogu, ko sem govoril o Huawei-evih izdelkih, sem omenil to, da mi je ura pomagala takrat, ko sem bil, ko sem fasil COVID, ne. Hočem reči, da si zlahka lahko zmeriš raven kisika v krvi. Potem lahko preveriš, koliko si kaj pod stresom. Preverjam tudi kakovost svojega spanca. Moram reči, da precej neredno, ker vseeno raje spim brez ure. Valjda počne tudi čisto osnovne stvari, kot je merjenje srčnega utripa. Sposoben je pa trackati tudi temperaturo tvoje kože. Ob tem seveda moram poudariti, da ne gre za merjenje telesne temperature, ker tukaj govorimo o dveh povsem različnih stvareh. Pa še ena stvar hočem povedati, znotraj tele menijske strukture, ki lahko prilagajaš, kot sem prej omenil, s tem vrtljivim gumbom, ali pa seveda tudi s prsti,
najdeš tudi aplikacijo Huawei Gallery, znotraj katere lahko najdeš kupenih appov, ki so združljivi z uro. Kaj vse lahko gor daš, se mi zdi nesmiselno iti tako globoko, zato ker, prečekiraš pa hitro vidiš, če boš najdel kaj, kar tebi ustreza oziroma kar nujno potrebuješ. Lahko je tudi, kaj pa jaz vem, navigacija. I don't know. Naslednja zelo pomembna reč je zmogljivost baterije. Poglej, tako je. Če imaš ti uro nastavljeno v tako imenovanem pametnem načinu oziroma smart mode, potem bo zadeva zdržala do 5 dni. Če pa ti predstaviš v ultra dolg oziroma ultra zmogljiv način, kjer se ura še posebej potrudi pri tem, da špara z energijo, no potem se ti pa čas pripravljenosti podaljša na dobre 3 tedne oziroma do 22 dni. To velja za izvedenko Pro. Če pa ti vzameš običajno serijo 3, se pa tisti pameten način oziroma smart mode skrajša na 3 dni, ultra long battery life, to se pravi ultra zmogljiv način, ko pride do porabe energije, pa na 14 dni oziroma 2 tedna, še vedno v vsakem primeru zelo veliko. Zelo pogosto vprašanje povezano, pa ne samo s to najsodobnejšo z serijo 3, je, a se ta ura razume tudi s kakšnimi drugimi sistemi oziroma telefoni drugih znamk in tako naprej. Ja, tudi s operacijskimi sistemi iOS oziroma drugimi Androidi se ta ura načeloma dobro razume, ker pomeni, da jo lahko sparaš in uporabljaš tudi tako. Ne vem, kaj bi se komu še interesantno zdelo. Muska, mogoče to, nanjo lahko nalagaš musko po svoji izbiri, kar je kul. Potem, na kakšen način je povezana predvsem z bolj zdravim načinom življenja prek različnih vadb. Mislim, da je vseh vadb tukaj gor več kot 100, če se ne motim. O točno tem sem govoril že, ko sem Band 6 predstavljal, skratka. To ni noben problem, ampak seveda priporočam razmislek o tem, da če si full športni tip in jo boš uporabljal tudi in predvsem zato mogoče sem gor ne bi pasel ravno usnjen pasek, ampak da dokupaš kakšno drugo varianto, mogoče jeklenga ali pa gumijastega, ura bo isto dobro izgledala. Meni se daleč od vsega zdi najbolj pomembna ena druga reč in to vedno in vsakič poudarjam tudi pri avtomobilih. A veš, če tebi ura že v osnovi ni všeč, namreč takrat, ko jo zagledaš, takrat, ko jo primaš v roke in ko jo čutiš s svojimi prstnimi blazincami, pa vse ostalo ni pomemben, ker to pa še noben ni rekel, da ni tako, pa je tale ura z mojega zapestja v zadnjem mesecu šla res velikrat, ker se mi zdi, da je dvignila ful enega prahu raven zaradi dizajna. Jaz jo snamam, dam folku v roke in čist vsi do zdaj so rekli, stari, koliko je huda. Ne govorim tega zato, ker sem Huawei ambasador, zato ker v bistvu na nek način gledaš vsebino, ki je naklonjena temu izdelku. Dejstvo je, da je do zdaj brez izjeme vedno pustila dober vtis. Materiali, feeling kakovosti je top notch. Mogoče bi lahko še omenil, da se zelo hitro napolni. Številk kot ponavadi ne vem na pamet, ker iskreno meni številke ne pomenijo toliko. Pomemben je feeling, ta je pa odličen. Ok, toliko na hitro o tele najnovejši Huawei-ju. To je to. Jaz sem na morju. Zdaj jaz ne bi več v tele hiški, ne glede na to, kako je lušna pa lepa sedel, ampak bi šel ven. Pa ta mala se mi zdi, da že malo nastrpno, pa tako izpod oka gleda fotor, kaj zdaj, a gremo kaj v vodo. To je to. Lepo se mejte. Ostale stvari pa lej, koliko ponavadi, če imaš kakšno vprašanje, prosim lepo vpraši. Ok, lepo se mejte. Ajde, čau.